Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v Beletrini v živo. Danes bova z Aljažem Koprivnikarjem, umetniškim vodjem Fabule, izdala osrednje goste, ki prihajajo v mesecu marcu v Ljubljano. Aljaž, preden začneva pogovor in prerešetava vse knjige, ki bodo gostovale v Ljubljani, povejva, kdo so glavne zvezde letošnjega literarnega festivala. Ja, v bistvu letošnjo Fabulo smo pričeli že z preddogodkom, z Fabulo pred Fabulo, in sicer z romunskim pisateljem Mircea Cărtărescu, pogostim nominirancem oziroma v ožjem izboru avtorjem za Nobelovo nagrado. Otvorili smo jo z katalonsko mlado literarno zvezdo Pol Guaschem. V naslednjih dneh oziroma naslednjih tednih pa bojo v Ljubljano obiskali tudi velike literarne zvezde, med njimi denimo ruska pesnica in pisateljica Marija Stepanova, bolgarska avtorica Kapka Kasabova, nam iz regije blizu srbska dramaturginja, pisateljica, pesnica Milena Markovič. Na to nas bojo obiskali še, da se spomnim, zdaj ta trenutek precej je naporen letošnji program. Tako je slovanskih literatur Lucija Faulerova in seveda zaključujemo z Fabulo v teoriji z Georgijem Gospodinovim. Letošnja osrednja nit je, kot ste zapisali, človeška identiteta, kako nas oblikuje, kako oblikuje naše zaznave, izkušnje in nenazadnje interakcije v sodobnem svetu. Zakaj ravno ta še kako aktualna tema? Ravno zaradi sveta, v katerem ta trenutek živimo, hkrati pa tudi nabora avtorjev, avtoric letošnje Fabule. Nekako se mi zdi, da slogan Kar nas oblikuje nekako zelo lepo tematsko poveže vse njihove knjige, četudi so si morda na prvi pogled različne. Vse povezujejo vprašanje človeške identitete, spomini, naša primarna socializacija, geografska pripadnost, okolje, v katerem smo odraščali, ki nas je oblikovalo. Potem ta zelo na nek način na trenutke temačen svet sedanjosti, svet, v katerem ta trenutek živimo, ki je pravzaprav res postaja vedno bolj kafkovski, vedno bolj temačen, brez nekega trdnega težišča. In seveda hkrati tudi za vprašanjem, kaj nas čaka v prihodnosti, kako nas je preteklost izoblikovala, kaj nam ponuja neka brezizhodna sodobnost in kakšni bojo naslednji koraki naših poti. Ko omenja sodobnost, verjetno je to izvrstno ubesedil tudi Pol Gauss, ki je že gostoval. Napalm srcu je njegova knjiga. Je veliko govoril tudi o apokaliptičnem svetu, ki prihaja. Tako, v bistvu njegov knjižni prvenec spregovori ravno o današnjem svetu pravzaprav. Gre za izvrstno delo, kjer čisto osebno priznam, ko sem ga bral, morda sem bil ravno v tistem življenjskem trenutku, je delo, ki me je po dolgem času spravilo v jok. Ampak je roman, ki je pisan dobesedno za generacijo milenijcev, Gen Z, hkrati pa tudi, mislim, za zelo široko bralstvo. Spregovori seveda o neki zelo apokaliptični sedanjosti, ki jo pravzaprav ta trenutek živimo, z vsemi vojnami okoli nas, z propadi sistemom, z vznikom totalitarnih režimov, z vznikom nacionalizma, ki ga vidimo po Evropi in svetu. Ampak hkrati se gre pa tudi za izjemno intimno zgodbo. Zgodbo, ki iz neke travmatične preteklosti skozi to res sedanjost v postmodernističnem svetu, ko je človek popolnoma izgubljen, ko ne najde svojega prostora v svetu, vseeno skozi ljubezen, a hkrati tudi nasilje, iščemo prostor za pobeg, prostor za nas osebno v prihodnem svetu. Zelo lepo si to povedal. Sem hotela dodati, da je to zgodba tudi o ljubezni, ne? Ni samo o porušenem svetu, polnem slik, žalosti.
trpljenja. Hkrati tudi seveda o tej ambivalentnosti ljubezni. Konec koncev, ravno pri Polu se mi zdi izjemno zanimivo, da nič ni črno-belo. Vse se med seboj zelo ambivalentno povezuje in razkraja, tako kot njegov jezik, tako kot njegove zgodbe, ki so izjemno fragmentarne, na podoben način, kot konec koncev tudi Gospodinov fragmentarno razkraja svet, ampak ga hkrati ponovno sestavlja v neko večjo zgodbo, to se pravi iz intimne zgodbe v kolektivno zgodbo sveta, oziroma iz osebnega trenutka v zgodovino z veliko črko Z. Hkrati je zelo zanimivo pri Polu je to, da je pravzaprav svoj prvenec končal na Bledu. Tako da se je pravzaprav vračal v Slovenijo z svojim prvim slovenskim prevodom, hkrati pa je seveda tudi gost ta trenutek ravno zaključuje prvi projekt mednarodnega značaja na Fabuli, in sicer našo mednarodno rezidenco Fabula Hub, Balkanska literarna odiseja, s katero Fabula letos sodeluje tudi z partnerskima festivaloma na Hrvaškem Footnote Festival in pa Srbiji z založbo Krokodil. Ko omenjaš Srbijo, no jaz se pa zelo veselim dramatičarke Milene Markovič. Ona je nekako, bom rekla, moja generacija, prihaja s knjigo Deca, otroci in opisuje družino, disfunkcionalno družino v svojem delu in prav tako preteklost in spomina to, kako nam določajo zgodnje otroštvo oziroma otroštvo. Ja, tudi jaz se zelo veselim Milene, pa še kar nekaj ljudi mi je po Ljubljani, zdaj, ko hodim, rekla, da se jo izjemno veseli. Zdi se mi, da se bomo tukaj zelo poistovetili, zato ker seveda imamo to še pripadnost nekemu skupnemu jugoslovanskemu prostoru, gre se tudi ob seveda osebni zgodbi, kot si omenila, tudi za precej družbene in politične pretrese v ozadju, to se pravi in druga svetovna vojna, ki še vedno nekako zaznamuje naš širši balkanski prostor in konec koncev tudi prostor Srednje Evrope, do seveda 80-ih, 90-ih let in kako to vpliva tudi na intimne zgodbe. Njen roman je izjemno zanimiv, oziroma če bi mu pravzaprav sploh lahko rekli roman. Neke vrste hibrida, ne? Hibrid med poezijo in romanom, med avtobiografijo, autofikcijo in fikcijo, kar je tudi na nek način letošnja zanimivost Fabule. Imamo nekako na nek prvi vtip zelo temačne zgodbe, ki prinašajo neko upanje, in ravno skozi to lirično opovedovanje in skozi poezijo. Zato, ker konec koncev Milena ni edina, ki v svojih delih uporablja zelo liričen jezik, hkrati to velja tudi za Pol Guaša, ki je prvenstveno bil pesnik, enako velja za rusko pisateljico Marijo Stepanovo in konec koncev tudi Kapko Kasabovo. Ko omenjaš Marijo Stepanovo, se mi zdi, da Fabula želi vedno poskrbeti, da tudi iz nekih aktualnih območij ali pa, bom rekla, politično kriznih žarišč povabite goste. Lani recimo sem rada poslušala Oksano Zabuško, letos prihaja Marija, seveda vemo, ona je seveda nevtralna novinarka, pisateljica, intelektualka in seveda strastna zagovornica oziroma poznavalka proti Putinovega režima. Verjetno tudi zato gostuje pri nas. Jaz sem tako rekel, Marija gostuje pri nas zaradi svoje literarne vrednosti oziroma svojih del. Seveda ne moremo izključiti literaturo in političnost. Vsaka izjava je tudi na nek način politična izjava. Jaz ne bi rekel, da sta pravzaprav Oksana in Marija na nasprotnih polih. Gre za čisto enak pol. Tako mislila sem v bistvu iz nasprotja. Ja, tako absolutno se strinjam. Gre se v bistvu za odločno nasprotnico Putina, ki je ustanovila neodvisen medij in zaradi svojega neodvisnega poročanja v Rusiji mogla tudi prebežati v Evropo. Seveda Fabula ves čas označuje prostor odprte platforme, odprtega stika, dialoga, in tudi v preteklosti smo recimo vabili odločne opozicijske glasove proti terorju, ki ga zganja današnji ruski imperializem in Putinov režim, denimo, če se spomnimo samo Sergeja Lebedjeva, Vladimira Sorokina. Marija na drugi strani seveda prihaja v Slovenijo z kar dvema knjigama. Poleti bo izšla njena izjemna knjiga Spomin spomina,
že premierno pa bo na Fabuli predstavljena zbirka njenih esejev, ki jo je avtorica v bistvu uredila ekskluzivno za Fabulo. In v njenih esejih se ravno to osebno meša z političnim, spregovori z velikani svetovne književnosti, spregovori o svoji osebni izkušnji, zgodovinski izkušnji. Vemo tudi, da je avtorica judovskega porekla, hkrati pa se nekako ves čas prepleta ta osebna in kolektivna usoda na ozadju velikih preteklih in sodobnih družbenih pretresov. Strinjam. Prihaja tudi knjiga oziroma češka mlada pisateljica s knjigo Objela me bo smrt, Lucije Faulerova, prej sva jo že omenila. Za ta pogovor sem prisluhnila mnogim njenim literarnim večerom, čeprav češčine ne razumem, predvsem v angleščini, in moram reči, da se nam obeta, upam, da bo tako tudi seveda v Sloveniji, en tak večer, kjer bo Lucija veliko brala. Imam občutek, da rada na svojih literarnih večerih bere in to zelo doživeto in večkrat za te svoje branja tudi prejme aplavze. Bo tudi tako pri nas? Ja, Lucija, ko bo prišla v Ljubljano, bo imela kar nekaj dogodkov. Poleg seveda tega glavnega literarnega večera v Cankarjevem domu bo avtorica nastopila oziroma se udeležila tudi biblioterapije, zato ker se mi zdi zelo posebna ta njena zgodba, zelo na osebni ravni. Hkrati je pa zelo, zelo pomembna za današnji čas, ko vidimo, da so mentalne, mejne težave v velikem porastu med populacijo. Spregovorila bo seveda v izkušnji samomorilnosti skozi biblioterapijo. Srečala se bo tudi z mladimi ustvarjalci v sklopu sodelovanja z Festivalom angažiranega pisanja in se udeležila posebne okrogle mize o Evropski nagradi za literaturo, kjer se ji bojo pridružili še slovenski gostje. Tako da bo kar nekaj priložnosti za branje in se tudi sam veselim. Seveda meni je češka literatura, ker sem dolgo živel na Češkem, izjemno blizu in zelo rad pripeljem te močne glasove iz tistega dela evropske literature. Hkrati se mi pa zdi, da če tudi ima Lucija zelo temačno spet tematiko, bomo ravno preko njene knjige dobili ta nekoč zelo aktiven, sedaj nekako malo v upadu črn češki humor. Odlično. Ona tudi pravi, da je njena knjiga sicer depresivna, a polna humorja. In da vlak življenja vedno pelje naprej. Tako. In sedaj ravno v zadnjem mesecu sem imel precej težav s tem vlakom, ker sem bil njene knjige. Avtorica enako, kot že prej rečeno, izjemno lirično zapisuje te težke tematike skozi izvrsten ta češki črn humor in je ogromno besednih iger, ogromno rim, tako da sem pri urejanju te knjige kar trpel, ampak se veselim. Verjamem, da se veseliš tudi knjige Meja. Takole ste o njej zapisali na Fabuli. Meja je ena redkih tovrstnih literarnih umetnin. Knjiga potovanj, ki v resnici zbirka čudes. Zakaj? Smo fino to napisali. Zelo lepo, poetično. Nekaj tudi, ja. Meja je izjemna knjiga pravzaprav in hkrati zelo, zelo lepo paše v kontekst tudi ostalih fabulinih žepnic v letošnjem letu. Gre se za avtorico, bolgarsko avtorico, ki se je zelo mlada že preselila na Novo Zelandijo, sedaj živi na Škotskem in seveda prehodim skozi meje so jo seveda sigurno osebno zaznamovali, dočim v omenjenem delu avtorica pripotuje nazaj v Bolgarijo in preoprešuje ta mejna stanja. Gre za mejo pravzaprav med Bolgarijo, Turčijo in Grčijo, ki je v preteklosti in tudi danes bila zelo pravzaprav na stičišču zelo vetrovnih poti, že v preteklosti Otomanskega cesarstva in seveda potem Sovjetske zveze. Skozi njo se je prehajalo na zahod lažje kot čez Berlinski zid. Danes ponovno v preteklih letih pomeni to balkansko migracijsko pot. Gre se za izjemne težke usode ljudi, ki so živeli ob tem mejnem
območju, gre se tudi konec koncev za mejo med notranjim in zunanjim, to se pravi med zavednim in nezavednim. Gre se za mejo med centrom in periferijo, hkrati, kar pa je seveda potrebno dodati, ob tem političnem, zgodovinskem kontekstu gre tudi za izjemno liričen potopis skozi mejna stanja človeške notranje pokrajine, gre skozi čas mitov, krožnega časa, konec koncev tudi čisto čarobnih stvari, ki se zgodijo, recimo ob gozdni pokrajini. Recimo še ena zanimiva situacija, ki se mi je zdela, kar nekaj avtorjev v svojih delih tudi uporablja ta arhaični čas in tradicijska varovanja. Ravno pri kapki Gozd, kot vemo, je pač ta v tradicijskih varovanjih mejni stik med varnim in nevarnim, med znanim in neznanim. Pri človeški skupnosti zelo enako uporablja Gozd kot mejno površino tudi Paul Gouache v svojem romanu. Njegov protagonist seveda živi izven mesta, Boris, njegov ljubimec ali kakorkoli kompanjon pa v mestu. Ko omenjaš preteklost, v tem delu pa je tudi veliko sedanjosti, pri kapki Kasabovi. Iz Bolgarije pa prihaja tudi Bukarjev nagrajenec, Gospodinov. Zelo se ga veselimo. Vemo, da je velik intelektualec, ki s vsako temo, s katero se ukvarja, o kateri piše, jo preuči tudi iz raziskovalnega vidika. In ravno pri spominu, veliko sem tudi njegovih seveda literarnih večerov poslušala, kar potegnil me je, najprej sem rekla samo, da dobim občutek, kako ga je poslušati, ampak potem sem kar sledila vsemu, kar je bilo prevedeno v angleščino. Skratka, želela sem povedati, da se veliko ukvarja z raziskovanjem tem, ki jih obdeluje, in tudi spominov. Preučeval je recimo Alzheimerjevo bolezen, pogovarjal se je z nevrologi, kako deluje spomin, kako deluje čutni spomin. In to verjetno tudi lahko pričakujemo v Ljubljani. Tako je, v bistvu avtorja bomo nekako ravno za časovnim zakloniščem zelo lepo spet povezali v ta tematski sklop preteklost, sedanjost, prihodnost. Kot vemo, v svoji knjigi Gospodinov spregovori o teh časovnih celicah, ko v kliniki vračajo ljudi v prav določena obdobja. Meni se tudi osebno, recimo, imam izkušnjo z Alzheimerjevo boleznijo in demenco, in se mi zdi, spomin je nekaj, kar nas oblikuje, in hkrati je to še edina posoda, ki ostane potem tudi za nami. Tako da se mi zdi, da se bo izjemno lepo prepletel v letošnjem programu. Hkrati Gospodinov, kot vemo tudi že iz prejšnjih del, recimo Fizika žalosti, ves čas nekako tudi portretira te zgodbe majhnih ljudi z nekim širšim sistemom kolektivne družbe, zgodovine, sodobnosti. Tako da spet lahko naredimo vzporednico, med njim, ki bo nastopil na Fabuli kot zadnji gost pred zaključkom Fabule, in potem še nekim odmevom Fabule, ki se pa bo zgodil z izdajo knjige Spomin spomina Marije Stepanove, tudi letošnje gostje festivala. Ko sem poslušala te intervjuje z Gospodinovim, se mi je zdelo, da kljub temu, da je pač velik intelektualec, da deluje zelo prijetno, tak topel je. Verjetno bo se to zgodilo tudi v Ljubljani. Jaz mislim, da bo imel izjemno veliko zapovedati, hkrati pa mislim, da so topli vsi letošnji gosti in gostje Fabule. Gre se zares za avtorje in avtorice svetovnega formata. Naša želja na Fabuli je pripeljati v našo literaturo, med naše občinstvo in bralstvo, neke zelo kritične glasove, hkrati glasove, ki odmevajo že v Evropi morda nekoliko manj na naših tleh, ampak na ta način to našo kotlino, ki je včasih zelo nevetrovna, malo privetrimo. Ja, ravno to sem zaznala. Šla sem v knjižnico, da bi kakšno delo si izposodila, ga tudi prebrala, pa so zelo težko dostopne. In sem želela pokomentirati, da se mi zdi, da Fabula pripelje v Ljubljano morda svetovno ali pa evropsko bolj znana dela, ki pa so tukaj morda še manj znana.
Ja, v bistvu res je, zelo veliko damo na sam kuratorski proces, ki v zadnjih letih označuje 4+1 ali 5+1, to se pravi velika zvezdniška imena in avtorica v fokusu Fabule Hub, ki je namenjen izključno mladim perspektivnim avtorjem. Zdi se mi zelo pomembno, ta kuratorski pristop, da ves čas spremljamo svetovno literaturo, tako jaz osebno kot celotna ekipa, ki stoji za festivalom in za Beletrino, da hodimo po različnih festivalih, da hodimo na knjižne sejme in poskušamo čim bolj izbrati neki jagodni izbor, ampak hkrati seveda ne samo avtorje in avtorice, ki jih poznamo, ker so dobili literarne nagrade, kot je Booker Prize, kot je Nobelova nagrada in tako dalje, ali nacionalne nagrade, ampak po drugi strani tudi iskati neka zelo ekspresivna, zanimiva imena, kot recimo jih predstavljamo predvsem v Fabuli Hub, ki pa osebno menim, da pomenijo tudi neko prihodnost evropske in svetovne literature, tako da Fabulo nekako gradim tudi vsaj v tem majhnem segmentu kot nek inkubator novih imen. Ampak povej mi, se najprej zaljubite v avtorja ali najprej v delo? In okrog njega gradite še ostale goste. Ne vem, kako na to čisto odgovoriti. Če čisto po pravici priznam, z vsaj določenim delom ekipe vedno pogledamo tudi slike avtorjev in avtoric. Ampak ne, čisto iskreno. Vedno se najprej zaljubim v delo, zato ker pogosto, kot vemo, v samem območju literature, delo nas običajno ne razočara, avtorica pa vsekakor lahko. Dobro, zelo diplomatski dober odgovor. Bodo letos knjige išle v žepnicah, zato da so lažje dostopne vsem bralstvu? Tako, vse knjige Fabulinega programa izidejo kot Fabuline žepnice. Še vedno se naprej trudimo, ne glede na višanje seveda stroškov, tiska, papirja in vedno nižjim budžetom oziroma računom Fabule iz strani naših predragih financerjev, da ostajajo po enotni ceni 10 evrov, kar je za slovenski trg izjemno malo. Tako da ena od naših rdečih niti festivala je in bo ostala širjenje bralne kulture in pa seveda dostopnost našega programa vsem generacijam bralstva in občinstva. To je tudi namen, da širimo bralno kulturo na vseh nivojih. Dragi Eljas, s teboj bi se lahko pogovarjala še celo večno, zelo si prijeten sogovorec, pa vendar za konec na kratko poudariva še, da Fabula niso samo knjige in osrednji gostje, ampak še zelo bogat Fabulin dodatni program. Mogoče izpostavimo samo nekaj najpomembnejših cukrov. Ja, res je. V bistvu Fabula nekako je v zadnjih letih razrastla v celomesečni program. Ob glavnih literarnih večerih, ki potekajo večji del v Cankarjevem domu, našem koproducentu, imamo bogat spremljevalni program, ki zajema tako program za otroke in mladostnike v okviru Mlade Fabule, teoretični program, o katerem sva že govorila, hkrati pa seveda zelo veliko pozornost namenjamo mreženju literature z drugimi umetniškimi žanri. Sodelujemo z slovenskimi gledališči, z Akademijo za gledališče, radio in televizijo, recimo za študenti snemamo kratke filmske odzive na Fabuline knjige, urejamo literarne inštalacije. V Ljubljani smo denimo predstavili projekt Fabula Fotel, ki bere uporabnikom. Z UNESCO-vo pisarno Ljubljana smo na vrtu Društva slovenskih pisateljev postavili mestno poslušalnico Glasovi Fabule. V sodelovanju s Cukrarno interaktivno postavitev Napiši svojo fabulo. Kar nekaj od teh dogodkov in programskih usmeritev želi Ljubljano še nadgraditi kot literarno prestolnico knjige, hkrati pa tudi v bistvu seveda merimo nekako, da avtorji pridajo in grejo, in kot je moja prijateljica Katja Šivkovič nekoč rekla, literatura in knjiga pa je tisto, kar ostane po Fabuli. Na ta način v bistvu želimo tudi obstajati in ostati v mestu in Sloveniji tudi po koncu festivala in širiti literaturo v javni diskurs, na javne prostore in v javno mnenje.
Med vse v bistvu poslušalce, vse, bralce. Hvala lepa, dragi Aljaž. Mislim, da sva povedala več kot dovolj, zato vljudno vabljeni na Fabulo. Hvala. Beletrina v živo.